Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes bo naša gostja študentka Valerija Novak, ki prihaja iz Godenincev in je študentka Višje strokovne šole za oblikovanje, fotografijo in video v Sežani. Pravzaprav ja, to je šola, ki smo že verjetno slišali zanjo, ampak kakšne podrobnosti vedno prav pridejo. Vsaj za tiste, ki se morda še odločate za svojo poklicno pot oziroma za šolanje. Najprej si bomo pogledali enega izmed njenih filmčkov, ki ga je naredila kot maturitetno nalogo. Naslov je Mama. To je moja mama. Po poklicu ni slaščičarka, a kljub temu peče najboljše torte. Po napornem delovniku v službi in doma najde še čas tudi za to. V delo vloži ves trud in ljubezen, da je končni izdelek le najboljši. Vedno se potrudi za svojo družino. To počne zato, ker nas ima rada. Nikoli nismo praznovali rojstnega dne brez torte na mizi. In ta je bila zmeraj odlična. Mame ni več. Zavrtimo čas nazaj. Mama je še vedno tu. Še vedno je najboljša mama na svetu in še vedno peče najboljše torte. Zbrana je vsa družina. Slastna torta je že na mizi. Bravo, mami, res je bila odlična. Toliko za pokušino, da boste vedeli, kako in kaj, kako vse skupaj poteka. Kot sem že povedala uvodoma, naša današnja gostja je Valerija Novak. Valerija, pozdravljena. Pozdravljeni. Si študentka Višje strokovne šole za oblikovanje, fotografijo in video v Sežani. Valerija se je odločila za smer fotografija, nas pa seveda zanima sama ušesa, nas so, kako takšen študij poteka in seveda kakšne pogoje je potrebno izpolnjevati. Valerija je iz Godenincev, kot smo že povedali, stara 19 let, dekle polno energije in je vnukinja Frančeka Novaka, ki je včasih bil tehnik na Radiu Ormož. Verjamem, da ga mnogi zelo dobro poznate. In tako da seveda jabolko ne pade daleč od drevesa in najbrž je nekaj talenta podedovala tudi po svojem dedku. Kje si končala osnovno šolo, ne? In kako je potem tvoja šolska pot potekala naprej? Torej, osnovno šolo sem zaključila v Središču ob Dravi. Pozneje sem se pa vpisala na Srednjo šolo za oblikovanje Maribor, kjer sem pa obiskovala smer medijske tehnike. Ampak nekako si prvo ni bilo to, kar si želela. Ne, na začetku sem se vpisala v smer grafično oblikovanje, vendar sem v drugem letniku nekako ugotovila, da to ni to, kar jaz želim celo življenje početi, in nekako so me moji vrstniki prepričali oziroma me tudi s svojimi deli nekako pripeljali do tega, da sem se potem prepisala oziroma preusmerila v smer medijske tehnike. Kaj pa te pravzaprav pritegnilo? Kaj te je navdušilo? Si ta talent za fotografijo skrivala morda že v sebi odprej najbrž, ja? Ja, tudi. Navdušila me je v prvi vrsti s fotografijo tudi sestra, ki je nekako fotografija tudi zelo dobro leži, ampak prepričali so me pa potem tudi moji vrstniki, kot sem že prej omenila, s svojimi izdelki in svojim raznolikim delom, saj so vedno na vseh prireditvah, so vedno pokrivali dogodke in snemanjem in tako s fotografiranjem. In pa tudi počeli so razne stvari, kot so animacije, spletne strani in pa tudi grafično oblikovanje seveda. To pomeni, da te je torej vse to prevzelo. Verjetno pa je potreben, ne, kakšen talent? Ja, to je definitivno potrebno. Sicer naučili smo se večinoma vsega v šoli. Imeli smo namreč zelo dobre profesorje, ki so nam res pomagali na vsakem koraku. Kakorkoli smo mi pokazali navdušenje za katero stvar, so se nam vedno posvetili in
vedno je uspelo, karkoli smo želeli narediti, je vedno uspelo in vedno je bilo tisto ta pravo. Kar ste si želeli narediti, ne? No dobro, o tem bova še govorili, kako poteka šolanje in vse seveda, kar spada zraven, ampak ostaniva še malo v Središču ob Dravi, ko si bila še osnovnošolka. Tudi takrat si že kar sodelovala, ne, na različnih področjih na šoli. Seveda, sodelovala sem tudi v pevskem zboru, ker sem se nekako takrat začela ukvarjati z glasbo in pa sodelovala sem tudi pri likovnem krožku, ki je pa vedno imel neke natečaje in vedno je bilo pestro in zanimivo, ne, glede vsega tega, no. In vedno smo imeli neke razstave in smo se imeli možnost izražati tudi iz umetniške smeri. No, takrat, ko si se odločila za srednjo šolo, kaj te je pravzaprav pritegnilo, da se odpraviš na šolo za oblikovanje v Mariboru, ker najbrž si čutila nekaj takega v sebi, ta svoj talent? Seveda, pač najprej sem se preizkusila v likovni nadarjenosti in skratka, če sem želela nekako priti na to šolo, sem ga morala tudi opraviti. Program grafično oblikovanje je to zahteval zaradi risanja in nekako, ko sem prvič prišla na to šolo, se mi je že takoj dopadlo tisto vzdušje, res tisto umetniško, vse posod so imeli razstavljene izdelke in tudi ljudje so bili prijazni oziroma takoj smo se ujeli z vrstniki, no, ki smo se takrat tudi spoznali na tem preizkusu in nekako je to bilo to. No, medijski tehnik je torej 4-letni program. Tako je. No, kako je to vse skupaj potekalo, potem samo šolanje? Kakšne predmete recimo ste imeli? Verjetno nekaj splošnih? Tako je. Imeli smo splošne predmete, ne vem, kot so matematika, zgodovina, slovenščina, potem tudi del biologije, kemije, vendar ti predmeti niso bili tako pomembni kot pa recimo strokovni predmeti. Strokovni predmeti so pa bili, kot so tipografija, grafično oblikovanje, medijsko oblikovanje, kjer smo izdelovali spletne strani, potem tudi grafično oblikovanje, kjer smo izdelovali razne grafične projekte oziroma razne grafične, bom rekla, izdelke. Potem smo imeli tudi snemanje, kjer smo se praktično naučili rokovati s kamerami, z lučmi, obdelovati zvok. Potem je bil tudi predmet fotografija, kjer smo se naučili fotografirati, kaj je bilo vse pomembno za fotografijo. Izobraževali smo se pa tudi iz umetniške smeri, torej v zadnjem letniku sem imela predmet likovna teorija, ki sem si ga izbrala, bom rekla, sama oziroma pač po svoji volji. Ni bil glih obvezen, ampak sem ga želela opraviti zato, da sem imela na koncu opravljeno splošno maturo. Torej, zaključila si splošno maturo. Filmček, ki smo ga videli uvodoma, je torej bilo tvoje maturitetno delo, ne? Tudi to je zanimivo. Tako je. Za maturitetno delo sem se nekako odločila, da bom naredila neko zadevo iz predmeta izražanja sliko in zvokom. Saj je bil to nekako moj najljubši predmet, ker smo res imeli čisto odprte roke, lahko smo delali, kar smo želeli, ampak smo morali ta izdelek resno oziroma ta projekt zelo dobro izpeljati. In sicer to je bil moj najboljši projekt takrat, kjer sem posnela svojo mamo, kako je pekla torto. In sicer na začetku sem si nekako pripravila svoj scenarij, se z mamo dogovorila, kako bova to izpeljali in na koncu je res to uspelo super, no. Sama sem še na koncu posnela svoj govor oziroma, da sem nekako združila in sliko in zvok. In kakšna je bila končna ocena? Končna ocena je bila seveda odlična. Super. No, kaj pa recimo najraje fotografiraš in snemaš seveda tudi? Torej, najraje fotografiram portrete ljudi, kjer predstavim njihov karakter oziroma želim ljudi predstaviti takšne, kot so. Torej, da iz fotografij razviden tudi njihov karakter, kot sem že omenila, in da so tudi fotografije zelo tehnično dovršene in pa da so tudi nekako umetniške, bom rekla, da niso ravno vsakdanje in to se mi zdi zelo pomembno.
No, danes imamo vsi tiste fotoaparate digitalne, ne, vsak štrcka vsa povsod, ne. Je pa seveda znanost, ne, cela znanost, kar se tiče fotografiranja. Kaj je recimo po tvoje najbolj pomembno pri fotografiji, da se tudi malo nekaj naučimo od tebe? Torej, pri fotografiji mi je zelo pomembno kadriranje. Torej, to je nekaj, kar gledam v prvi vrsti, no. Torej, to pomeni, da je oseba pravilno postavljena, da nima, ne vem, da ji ne manjkajo končine, kot so roke in noge, ne vem. Če gre za portret, to ni toliko pomembno, saj je portret nekako, bom rekla, jaz si fotografiram večinoma v drugem planu, torej, oziroma do popka, tako bomo rekli po domače. In nekako potem je tudi pomembna ostrina, da so ljudje ostri in pa tudi se izražam z tem, da naredim recimo obraz oster in pa vse, kar je pomembno, da je ostro, ostalo, kar ni pomembno, je pa zamegljeno. To je tudi moja tehnika fotografiranja. No, kaj pa svetloba? Kako je svetloba pomembna? Svetloba je v bistvu najpomembnejši faktor v fotografiji, ampak najraje pa izbiram naravno svetlobo, saj doda res neki tisti čar in res portret deluje realistično in pa naravno. Torej, naravne svetlobe se z vsemi neštetimi reflektorji najbrž ne da nadomestiti. No, in ko imaš posnetke, kakšen je potem postopek dalje do končnega izdelka? Tudi sama potem razvijaš te slike ali kako? Razvijam jih, da, tudi, vendar če fotografiram analogno. Torej, letos sem se naučila tudi analognega fotografiranja. Kupila sem tudi analogni fotoaparat, ki mi res zelo dobro služi. Na fakulteti smo izvedli tudi krožek, ki je seveda tako namenjen tudi za vse študente Višje strokovne šole Sežana, v katerem smo najprej se dogovorili, kaj bomo počeli, oziroma smo si zadali neko uvodno temo. Torej, ne vem, recimo jaz sem izbrala temo fotografiranja Mariborske kavarne oziroma starega kazinoja, ker se mi je nekako tudi dopadla arhitektura te stavbe in sem se nekako dogovorila s prijateljico, da greva tja na kavo, tudi malo preizkusiva, malo vidiva, kako ta stavba izgleda v notranjosti in nekako sem posnela serijo fotografij, ki sem jih pa na koncu razvila in te fotografije so bile tudi na razstavi na naši višji strokovni šoli, ko smo imeli festival SEF. No, se pravi, razlika med analogno in digitalno fotografijo je seveda to, da ko fotografiraš z analognim fotoaparatom, da je potrebno te slike razvijati še v temnici ali tako, kot smo to včasih videvali. Da, tako je. Mi smo se lotili razvijanja na stari način in sicer v temnici, ko smo imeli posnetke narejene, smo najprej razvili film. Nato, ko smo imeli to dokončano, smo pa še ta film povečali oziroma osvetlili fotopapir, ki smo ga pozneje razvili, ga dali sušiti, tako kot se je to počelo v starih časih. No, pohvali se nam s kakšnim svojim ekstra izdelkom, recimo, dobro, te fotografije, tudi, seveda še tudi tu in tam kaj posnameš, kakšen filmček narediš, ne? Sedaj pa še eno vprašanje, kakšna razlika pa je med fotoaparatom in kamero? Recimo zate. Dobro, vemo, kakšna je razlika tehnično, ne? Ampak zate, recimo. Zame je razlika kar velika. No, v bistvu z mojim fotoaparatom fotografiram in snemam, ker je že tehnika tako napredovala, da je to vse mogoče. In če snemam, če fotografiram. To je pri meni strogo ločeno, kajti ko se lotim katerega projekta, ga želim res narediti zelo dobro in da je res tehnično korekten in pa tudi, da ima zgodbo. Lotila sem se pa letos projekta Sneguljčica, kar je v bistvu moja zaključna naloga pri predmetu videotehnologiji in pa animaciji in tonski tehniki. Ta projekt sem si nekako zadala zato, ker smo pri enem izmed fotografskih predmetov smo morali fotografirati fotozgodbo. In
Jaz sem izbrala zgodbo Sneguljčice, ker se mi je že tudi v otroštvu zelo dopadla in smo morali narediti 2 verzije te zgodbe. Morali smo posneti objektivno in pa subjektivno zgodbo. Torej, objektivna zgodba se je nanašala na tisto, bom rekla, osnovno zgodbo Sneguljčice, kot jo poznamo vsi. Subjektivna je pa bila moja izvedba in pa moj vidik Sneguljčice, kakršnega si ga predstavljam jaz. Zato je bil to tudi navdih, da sem enako zgodbo tudi posnela. In sicer sem, lahko zdaj povem zgodbo, kako sem si jo zamislila. Namreč v moji zgodbi Sneguljčica sta igrala bratec in sestrica. Sestrica je dobila ime Sneguljčica, bratec pa Tristan. In sicer to sta bila otroka, ki sta se nekega dne odločila, da bosta šla v gozd na sprehod. In ko sta hodila po gozdu, je Tristan nekaj zanimivega opazil na deblu drevesa in si je to ogledoval pobliže. Sneguljčica je medtem nadaljevala svojo pot po gozdu, je prišla do neke jase, kjer je pa nabirala cvetice, kar je bilo seveda zelo všeč. Nato pozneje je našla kraško potko, po kateri je hodila in prav tako prišla do neke jasice, kjer je pa našla 7 kamnov. In ta številka 7 jo je nekako, bom rekla, asociirala na zgodbo Sneguljčice in 7 palčkov. In ona se je začela s temi kamni igrati, saj so bili to njeni palčki, ki jih je postavila v krog in okrog njih rajala. Čez čas se je te igre seveda naveličala in seveda malo razmišljala, kje je pa zdaj moj bratec Tristan, ne? On se je pa zdaj nekje izgubil v gozdu in se je odločila, da ga bo poiskala. In ko je hodila nazaj po gozdu, ko je iskala svojega bratca, je na drevesu našla jabolko, ki je viselo tako iz drevesa. Zdelo se je zelo mamljivo, zelo slastno in najprej si ga je ogledovala, nakon tega je pa tudi pokusila. Ampak to okušanje je bilo za njo očitno usodno, saj ko ga je ugriznila, je kot mrtva padla po tleh. Med tem časom jo je njen bratec Tristan iskal, ampak je ni našel, in ko je hodil po teh jasah, jo zagleda, kako leži na tleh, pride do nje, se dotakne in Sneguljčica nenadoma oživi, saj so bile to očitno le njene sanje, in s Tristanom sta se odpravila domov. No in kakšno je sporočilo tega filma? V bistvu ta film nima nekega specifičnega sporočila, ki bi nekako želelo informirati ljudi o nečem, vendar je to le moj vidik zgodbe Sneguljčice, no. Želela sem predstaviti svojo fantazijo in svoje igranje z domišljijo. Kako pa si prišla do možnosti, da predstaviš svoj filmček na eni izmed prireditev, ne, ki je bila v teh dneh v Sežani? Tako je. Sicer ta možnost se mi je ponudila tako, da je nekako profesor tega predmeta je predlagal, bom rekla, temu festivalu videe, ki so se mu zdeli najboljši, in seveda med njimi je izbral tudi mojega. In vse to se je predvajalo na festivalu v sredo, 4. maja ob 19. uri v Sežani, v Kosoveljevem domu, in sicer v galeriji Črni kot. In kako se imenuje ta prireditev, da bomo vedeli? Ta prireditev v bistvu ni imela imena, ampak je bila to projekcija Višje strokovne šole Sežana, no. To pomeni, da koliko filmov si rekla, da se je predvajalo, in med temi tudi tvoj? Predvajalo se je okoli 6 filmov, med temi sta bila tudi izbrana 2 sošolca. In bo to kakšna ocena potem zate na fakulteti? Ja, nekako je to tudi, ta film bil, bom rekla, zaključna ocena pri tem predmetu, nekako zaključni projekt za ta predmet, ki je bil tudi pogoj za izpit. No, verjamem, koliko vas je pravzaprav študentov na smeri fotografija? Torej, študentov rednih nas je okrog 19, od tega nas je pa le 16 hodilo redno, no, da smo res obiskovali vsak dan. No, zanimivo je to, ker si predstavljam to seveda kup umetnikov, ne, oziroma umetnikov na kupu. Kakšna pa je konkurenca med temi tvojimi sovrstniki, bodočimi fotografi? No? Konkurenca je kar velika, no. Namreč vsak je nadarjen za določeno zadevo. Ne vem, eni so
bolj nadarjeni za kreativno fotografijo, drugi so bolj nadarjeni za reportažno fotografijo, nekateri smo pa tudi bolj nadarjeni za video. No in kakšne smeri pravzaprav ponuja ta vaša višja strokovna šola v Sežani? Torej, višja strokovna šola ponuja smeri, kot sta kamnoseštvo in pa fotografija, vendar se fotografija v drugem letniku še loči na več modulov. Torej, vsako leto se nekako izvajata 2 modula. Ti moduli pa so reportažna fotografija, kreativna fotografija in pa videosmer. Zdaj, naslednje leto, torej šolsko leto 2016-2017, se bosta izvajala modula kreativna fotografija in pa videosmer, saj smo se nekako tako razporedili, da nas je nekako dovoljno za obe smeri. No in v katero smer se boš ti lahko ugibam? Sigurno videosmer. Tako je. No, tudi veliko prakse imate, ne? Tako je, res delamo ves čas. Imamo tudi res teoretičnih predmetov, ampak ti teoretični predmeti so zelo tesno povezani s praktičnimi predmeti in imamo res ogromno odprtih možnosti, ves čas lahko ustvarjamo. Profesorji nam tudi ves čas pomagajo, tudi če ostanemo do 9 zvečer v šoli in delamo fotografije, jih razvijamo, profesorica tudi z veseljem ostane z nami ter nam pomaga, nam svetuje. To pomeni, je to šola, ki vas res, ki vam daje možnosti in vas tudi vzpodbuja na nek način pri kreativnosti. Tako je. Koliko let traja ta šola? Ta šola traja 2 leti in sicer prvo leto, prvi letnik se reče fotografija 1, drugi letnik je fotografija 2. Torej v prvem letniku je res večinoma dosti teoretičnih delov. V drugem letniku se pa res, kot sem že omenila, se pa vsak odloči, v kateri modul se bo vpisal in potem se res izobražuje le v tistem modulu, ki ga zanima. Tvoj poklic bo torej na koncu? Moj poklic se bo nazival diplomirani fotograf oziroma diplomirana fotografinja, vendar se bom jaz čim bolj poskušala izobraziti v video smeri. Kje se torej vidiš v bodočnosti? Kaj bi pravzaprav ti želela početi? To je zelo dobro vprašanje. Vidim se v večjih poklicih. Dobro, sicer prvi izmed teh je videoprodukcija oziroma videosmer. Zelo rada bi mogoče kdaj delala v kakšni neodvisni filmski produkciji, kjer bi izdelovali svoje projekte, jih tudi predstavljali širši javnosti. Potem tudi kakšno oglaševanje, tudi mogoče kaj v zvezi z grafičnim oblikovanjem, tudi kakšno delo v zvezi s fotografijo, ne vem, kakšne reportaže dogodkov. Lahko pa potem tudi kakšno delo v glasbeni produkciji. Torej, televizija te mika, bi torej se recimo zaposlila tudi na televiziji, kjer bi torej delala montaže in snemala, je to mišljeno na tak način? Tudi to spada v to smer. Kakšna pa je tvoja recimo največja želja, kar se tiče ustvarjanja poklicnega? Recimo posneti film, ne vem, recimo imaš kaj v mislih, kakšno takšno željo? Ja, imam. V glavnem zelo me veseli, kot že veste zdaj, me zelo veseli snemanje kratkih filmov. Zelo rada delam takšne projekte in pa zelo rada tudi informiram ljudi o določenih zadevah. Zelo rada tudi recimo predstavljam ljudi, tako kot sem predstavila tudi svojo mamo kot osebo in mamo kot nekoga, ki peče torte. Saj se mi zdi, da se mi je zdelo to potrebno predstaviti, saj so njene torte res odlične. Je vredna, ne? Tako je. Da torej nastopa v filmu. Kako pa pravzaprav vse to združuješ s privatnim življenjem? Predstavljam si torej, da si čez teden v Sežani, ne? Kako prihajaš domov v Godenice? Tako je, čez teden sem v Sežani. Letos smo nekako, bom rekla, imeli srečo z urniki, saj smo imeli večinoma petke proste. V Sežano sem se vozila z vlakom vsak teden, torej v Sežano in iz Sežane. Za konec vikenda sem šla malo pogledati svoje prijatelje v Maribor, saj se nekako ne morem ločiti od njih.
Pozneje sem pa čez vikend prišla iz Maribora domov, sem bila doma in pa potem spet v nedeljo ali ponedeljek, odvisno kako smo imeli predavanja, sem pa šla nazaj v Sežano. Kako živite, mladi, 19 let, 20 let, 18 seveda, v vašem domačem kraju? Kaj se recimo dogaja? Torej, dogaja se, bom rekla, kar dosti. Sicer ne tako kot v mesti, saj smo tako ali tako, bom rekla, na vasi doma. Družimo se tako, pač se dobimo pri sošolki doma in smo tam, ne vem, pogledamo kakšen dober film in se potem zabavamo, ali pa gremo nekako na kakšne zadeve, kot so kakšni festivali, recimo kot se dogaja tudi tukaj v Ormožu. Klub študentov dostikrat prireja kakšne koncerte in tako. In se tudi tukaj družimo, no? Se tudi tukaj pozabavamo. To pomeni, da če se človek najde, da mu ni dolg čas. Kakšni pa so tvoji hobiji še, razen torej fotografiranja in snemanja? Torej, fotografiranje in snemanje so definitivno moja strast, ki sta v prvi vrsti. Moji hobiji so tudi takšni, da se ukvarjam tudi s športom v prostem času, namreč tudi dosti tečem, rolam, ukvarjam se pa tudi z glasbo. Ja, tudi to sem te seveda želela vprašati. Bomo si na koncu še ogledali tako na kratko tvoj videospot, ki si ga posnela sicer še leta nazaj, ampak ja, kako pa si prišla do videospota, do svojega komada, torej kitaro tudi igraš? Tako. Torej, v srednji šoli smo si v 3. letniku nekako zadali nek projekt. Namreč ob koncu, bom rekla, ob koncu prvega polletja smo morali izpeljati en boljši projekt, no? In zato smo morali dobiti tudi oceno. In jaz sem se nekako odločila, da se bom preizkusila s snemanjem videospota in nekako sva s sošolcem naredila ta projekt in sicer on je posnel glasbo, torej posnel mene, napisala sem svojo glasbo, sva midva to posnela v studiu, profesionalno. In na koncu sem pa jaz še poskrbela za sliko, torej za video. Namreč to smo novembrskega popoldneva posneli v Mariborskem mestnem parku, kot boste videli na koncu. Dobro, Valerija, hvala lepa, da si vzela čas. Veliko uspeha ti želimo pri tvojem delu. Pričakujemo, da boš enkrat umetnica, ne? Na svojem področju. Se bom trudila v tej smeri. No, samo za konec, tukaj si še prinesla nekaj svojih, oziroma 2 risbici. Kaj ti 2 risbici predstavljata? Torej, tudi to je moj hobi v prostem času. Namreč v prostem času tudi kaj ustvarjam, tudi kaj narišem. Ti 2 risbi v bistvu nimata nobenega pomena, sta v bistvu eksperiment moje domišljije. Saj sem želela ustvarjati enkrat za spremembo nekaj z barvami. Do zdaj sem večinoma risala le s svinčnikom, torej v črno-beli tehniki. Sedaj sem pa tudi poskusila nekaj drugega, no. No, verjamem, da pravzaprav niti nisi povedala vsega o sebi, ne? Torej, tudi rišeš, oblikuješ. Ja, mislim, da si na pravi študijski smeri. Se strinjam, no. Veliko uspeha ti želimo, Valerija. Najlepša hvala. Hvala lepa. Srečno. Srečno. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. V naslednji oddaji pa bosta z nami Nino Kuhar in Nina Blagovič. Govorili pa bomo o prireditvi Zbudi se Ormož. Srečno do takrat.